Glavnina letošnjega Soča Outdoor festivala bo potekala prvi vikend julija. S tem dogodkom tudi, bi rekel, utrjujemo ali pa gradimo blagovno znamko Dolina Soče, ki je prostor zelo primeren za aktivni dopust, za aktivnosti v naravi, in v dolino privabi nove turiste, nove goste. Uspelo jim je združiti 3 občine: Bovec, Tolmin in Kobarid. Vsaka občina ima veliko za ponuditi in to vključiti v festival je dobro za občino, pa tudi za sam dogodek, ker če je ponudba pestrejša, bolj raznolika, če se dogodek dogaja na več mestih, je to samo dobro. So pa letos prvič za festival pridobili tudi mednarodnega sponzorja. Projekt se mora ujemati s ciljem in vizijo sponzorja, hkrati pa mora biti mednarodno prepoznaven, svetuje Štular. Sočo Outdoor festivalom ciljajo predvsem na regijo Alpe-Jadran. Ko rečem mednarodno, imam nekako v mislih prostor med Alpami in Jadranom, ki mu rečemo Alpe-Jadran. Mislim, da je to res ena taka naravna regija, kjer bi se ta dogodek moral uveljaviti kot regionalno prepoznavni dogodek te vrste. To ambicijo imamo na vsak način. Da se aktivni turizem krepi, kaže tudi obiskanost festivala. Lani je na festivalu tekmovalo 500 ljudi, letos računajo na 1000 tekmovalcev. Jaz mislim, da je v porastu pravzaprav gibanje na prostem, šport na splošno. Po mojem ljudje enostavno ugotavljamo, da tisto, kar počnemo zato, da preživimo, ni zadosti, da bi se počutili dobro, da bi se dobro imeli, da bi bili srečni, če hočete. In potem pač se ukvarjamo z drugimi stvarmi, tudi športom, in izkaže se, da je tistih, ki tako razmišljamo, kar nekaj in da smo po mojem dobra družba. Aktivni turizem pa posla ne prinaša zgolj gostinskim ponudnikom in hotelirstvu, temveč vrsti ponudnikov športnih in drugih aktivnosti. Ve se, da je aktivni turist, aktivni gost, dober gost, ker ima odnos do okolja in po drugi strani je pripravljen marsikaj plačati za to, da koristi tisto, kar mu neka destinacija omogoča.